Lepo pozdravljeni. Velika noč nam razodeva Božjo ljubezen. Zato tudi v tem večeru želim govoriti o ceni Božje ljubezni. V prvem Janezovem listu, 4. poglavju od 9. do 9. in 10. vrsto beremo takole. Božja ljubezen do nas pa se razodela v tem, da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega sina, da bi živeli po njem. Ljubezen je v tem, ne v tem, da bi mi ljubili Boga. On nas je vzljubil in poslal svojega sina v spravno daritev za naše grehe. In tudi v pismu Rimljanom 8:32 imamo zapisano. On ni prizanesel lastnemu sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bi z njim podaril tudi vsega drugega? Bog nas ljubi. Zakaj se je razodela Božja ljubezen? Zakaj je Bog poslal v svet svojega sina? Zakaj ni prizanesel svojemu sinu? Da bi mi živeli. Da bi nam bilo vse podarjeno, smo tukaj prebrali v Božji besedi. Božja beseda pravi, Jezus je spravna daritev za naše grehe. Z njim dobivamo vse. Z njim dobivamo večno življenje. Kako visoko ceno je bil Jezus pripravljen plačati. Poglejmo nekaj dogodkov samega trpljenja. Skozi kaj vse je Jezus šel? Svetopismo nam razodeva, da je bil zasmehovan, da so se iz njega norčevali. V Matejevem evangeliju v 27. poglavju pravi Božja beseda takole. Upravitelji vojaki so tedaj vzeli Jezusa s seboj v sodno hišo in zbrali okrog njega vso četo. Slekli so ga in ga ogrnili s škrlatnim plaščem. In iz trnja so spletli krono in mu jo dali na glavo in trs v njegovo desnico. Poklekovali so pred njim, ga zasmehovali in govorili, pozdravljen, judovski kralj. In pljuvali so vanj, mu vzeli trs in ga z njim tepli po glavi. Potem, ko so ga zasmehovali, so mu slekli plašč, ga oblekli v njegova oblačila in odvedli, da bi ga križali. Kakšno zasmehovanje, kakšno norčevanje iz Božjega sina. Kakšna cena. Nobeden od nas ne želi, da se nekdo norčuje. Mi beremo tukaj, da so poklekali pred Jezusa in se norčevali iz njega. Pozdravljen, judovski kralj. Mi beremo, da so ga pljuvali. Cena ljubezni, s katero nas ljubi naš zveličar Jezus Kristus. In potem vemo, križanje. To je bila v bistvu najbolj kruta smrt tistega časa, s katero so morali umreti najhujši zločinci. In umirali so na najbolj boleč način. Verjetno je največkrat nastopila smrt zaradi zadušitve. Kajti tvoje telo je vse bolj omahovalo in ti si se vse bolj spuščal dol in si se potem dvigoval in si lovil zrak, dokler na koncu mogoče ni prišlo do same zadušitve. Ena strašna smrt. Kaj šele, da se spomnimo, kako je verjetno, ne vem, mrčes zavohal rane in začel napadati to ranjeno telo. To je bilo nekaj strašnega. Križanje.
In ne samo to. Ponavadi so bili na križu goli. Eno popolno izgubo človeškega dostojanstva. Nekateri pravijo, mogoče je Jezus bil z nečem pokrit, ker je bil Žid, ampak ne vemo točno. Ampak v vsakem primeru biti pribit na križ, gol, je pomenilo eno popolno razvrednotenje, eno popolno izgubo človeškega dostojanstva. A si lahko predstavljamo, da nas nekje javno, ne križajo, ampak postavijo in se ljudje norčujejo iz nas. Ne samo to. Tudi ko je Jezus bil na križu, Kalvarija je bila nekako, je na severni strani padnice v mesto in tam je hodilo veliko ljudi mimo in še posebej ob velikonočnih praznikih, ki so se začeli, mnogi so videli, kako je Jezus bil križan. Verjetno so tudi mnogi iz Jeruzalema šli gledat. Križan je nekdo, o katerem se je veliko govorilo. Križan je nekdo, od katerega se je veliko pričakovalo. In poglejmo, kaj pravi Božja beseda. Tisti pa, ki so hodili mimo, so ga sramotili, zmajali z glavami in govorili: ti, ki podiraš tempelj in ga v 3 dneh postaviš, reši samega sebe. Če si Božji sin in stopi s križa. Podobno so ga zasmehovali tudi veliki duhovniki, pismouki in starešine ter govorili: druge je rešil, sebe pa ne more rešiti. Izraelu kralje. Naj stopi zdaj s križa in bomo verovali vanj. Zaupal je v Boga, naj ga zdaj reši, če ga hoče, saj je rekel: Božji sin sem. Enako sta ga sramotila tudi razbojnika, ki sta bila z njim na križu, pravi Božja beseda. Jezus je bil prištet med razbojnike. Na njegovi levi in na njegovi desni sta bila razbojnika. In na sredini Jezus. Jezus, za katerega je Pilat povedal, da ne vidi na njem nobene krivde. In ko razmišljamo o teh odlomkih, o teh velikonočnih, tragičnih trenutkih, žalostnih, nad katerimi še se danes mnogi zgražajo. Ali veste, ko znova in znova berem te odlomke Svetega pisma in tudi ko sem bral zdaj v pripravu velikonočnih praznikih, sam sebe sem vprašal: Bog, a me res tako ljubiš? Da si bil pripravljen plačati tako veliko ceno, da si bil pripravljen nesti sramoto, da si bil pripravljen izgubiti vso človeško dostojanstvo, da si bil pripravljen umreti kot največji razbojnik, da si šel skozi vso to bolečino in trpljenje. In ko nekako tako iskreno razmislimo, jaz sem sam sebi rekel: Jezus, ne morem popolnoma razumeti tvoje brezpogojne ljubezni. A veste, nekaj pa lahko razumemo. Ne samo, da je njegovo trpljenje prineslo nam odrešitev. Ena izmed najbolj potrebnih, največjih potreb človeka je
brezpogojna ljubezen. Mogoče se včasih ne zavedamo, ampak ena naša najbolj globokih potreb je brezpogojna ljubezen. Mi vedno od nekoga nekaj zahtevamo. Mož in žena, če bo žena ljubila mene, bom jaz ljubil njo. Prijatelji, če bo on dober prijatelj, bom tudi jaz dober prijatelj. Kjerkoli, vedno nekje vidimo v naših odnosih ali v naši človeški ljubezni nek pogoj. Ampak v bistvu mi potrebujemo nekaj mnogo več in to je eno brezpogojno Božjo ljubezen, katero nam lahko da samo vsemogočni Bog. Jezus je na križu umiral za tiste, ki so ga križali, za tiste, ki so se norčevali iz njega. Jezus je umiral za vsakega človeka. To je brezpogojna Božja ljubezen. In Jezus bi umrl na križu za vso človeštvo, tudi če ga noben človek na svetu ne bi sprejel za svojega zveličarja in rešenika. To je ta brezpogojna ljubezen. In to rabimo. Nekdo me ljubi, ne glede kakšen sem. Nekdo me sprejema, ne glede kaj sem naredil. In še nekaj, kar nam razodeva velikonočni dogodek. Ko gremo skozi trpljenje, ko gremo skozi težave, Bog nas razume, kajti sam je trpel. Mi velikokrat povemo, kje je Bog? Razmišljamo, moče me je zapustil. In v tem osebnem trpljenju se počutimo tako osamljene. Ali vedimo, velika noč nam govori, da nas Jezus razume, da nas Jezus čuti. Kajti vso to bolečino, vso trpljenje, vso ranjenost, vso zavrženost, vso borbo v tem svetu, v našem življenju, vse ranitve, vse to je Jezus skozi Golgoto sam doživel in prenesel na križ. Ampak velika noč ni konec. Je šele začetek. Jezus je vstal od mrtvih. Jezus je vstal od mrtvih. In danes je velikonočni petek in skozi te velikonočne dneve bomo govorili veliko tudi o Jezusovem vstajenju, ampak želel bi, da mogoče preskočimo 50 dni po veliki noči. Kaj se je dogajalo? V apostolskih delih v 3. poglavju od 17. do 20. vrste beremo takole. Apostolska dela 3 od 17 do 20. In zdaj, bratje, vem, da ste ravnali iz nevednosti, prav tako tudi vaši voditelji. Tako je Bog izpolnil, kar je napovedal po ustih vseh prorokov, da bo njegov Mesija trpel. Spreobrnite se torej in pokesajte, da se vam izbrišejo grehi, tako da pridejo od Gospodovega obličja časi pomiritve in vam Gospod pošlje Mesija Jezusa, ki vam je namenjen. To je del Petrove pridige po ustalem Jezusu Kristusu. Jezus se je 40 dni potem prikazoval učencem, da je vstal od mrtvih. In učenci in Peter so končno spregledali in razumeli, zakaj je Jezus prišel. Zakaj so se morali zgoditi ti velikonočni dogodki. In vemo, potem je Jezus odšel v nebesa. In učenci so bili izpolnjeni Svetim Duhom. In kaj pove Peter? Vrne se v bistvu nazaj Golgoti.
vrne se ali začne govoriti o Jezusu Kristusu. In pove, tisti, ki ste ga mogoče križali, moramo razumeti, da so bili nekateri verjetno tam, ko so bili zraven, ko je bil Jezus križan. In Peter pravi, iz nevednosti ste tako ravnali. Tako se je moralo zgoditi, kajti Jezus je ta, ki je prišel odrešiti. On je Mesija, ki je trpel za naše grehe. On je odrešenik sveta. In potem Peter pove nekaj zelo pomembnega. Spreobrnite se torej in pokesajte. Ko slišiš sporočilo Evangelija, da je Jezus na križu umrl za tvoje grehe, da ti ponuja zveličanje, odrešitev, potem ima vsak človek na izbiro samo eno. Ali sprejme Jezusa ali ne. In Peter tukaj pravi, kaj je potrebno storiti? Spreobrnite se. Ali obrnite se nazaj k Bogu. Pokesajte se. Pokesajte se svojih grehov, kajti Jezus je na križu umiral in umrl za naše grehe, namesto nas. In da mi lahko doživimo odpuščanje, moramo svoje grehe priznati Jezusu Kristusu. In v bistvu to je sporočilo velike noči, ki se vsako leto oznanja. In ne samo vsako leto, iz dneva v dan bi se moralo oznanjati. Žalostno je mogoče, da milijoni kristjanov po svetu samo za veliko noč slišijo ali se spomnijo, kaj je Jezus storil za nas. On nam pa v bistvu ponuja odrešitev vsak dan, da ga sprejmemo, da stopimo v nebeško kraljestvo. Mogoče v tem večeru smo prvič slišali o Jezusu. Mogoče smo marsikaj storili, tako kot Peter pravi. Iz nevednosti. Nismo vedeli, nismo poznali, nismo mogoče nikoli konkretno slišali o tej Božji ljubezni, o Jezusu Kristusu, kaj je storil na križu za nas. Potem je v tem večeru čudovita priložnost, v teh velikonočnih praznikih, da se spreobrnemo, da se vrnemo nazaj k Jezusu, da se pokasamo svojih grehov in povemo, Jezus, odpusti mi in me sprejmi za svojega otroka. Svoje življenje ti želim predati. Mogoče si to že storil pred mnogimi leti, ali danes je to samo še en bled spomin. Mogoče danes veruješ Boga, mogoče se moliš, mogoče bereš Sveto pismo, mogoče veruješ, kaj je storil Jezus na križu za tebe. Ali vse to je tako nekje daleč, tako hladno, tako mrtvo. Božje ljubezni sploh več ne čutiš v svojem srcu. Potem je v tem večeru, potem je v teh velikonočnih praznikih priložnost, da ponovno poveš Jezusu, Jezus, izpolni me s tvojo ljubeznijo. Potem lahko poveš, hvala ti, da me brezpogojno ljubiš. Jaz bi želel zaključiti z eno molitvijo, katero nas poziva Peter. Spreobrnite se. Ali vsi skupaj lahko se pomolimo pred našim zveličarjem. Se odzovemo to, kar nam Jezus Kristus, ljubeči Bog, ponuja ob teh velikonočnih praznikih. Lahko molimo. In če želiš, moče lahko zapreš oči. Jaz ponovadi zaprem oči,
da se lažje zberem, odprem svoje srce in resnično iskreno molim pred Bogom. In lahko vsi skupaj molimo eno molitev sprebrnenja, pokesanja, če je potrebno. Dovolimo Jezusu, da izpolni naša srca. Jezus, hvala ti za tvojo ljubezen. Hvala ti, da si prišel na ta svet. In Jezus, hvala ti, da si plačal ceno tvoje brezpogojne ljubezni. Ker ljubiš nas. In Jezus, mi naša srca odpiramo tebi in se obračamo nazaj k tebi. Zato te prosimo, odpusti nam vsak greh. Jezus, kesamo se in priznavamo, da smo večkrat grešili. Tebi, tudi ljudem okrog. Zato te prosimo, odpusti nam vsak greh in očisti in operi nas v tvoji krvi. Bodi moj osebni zveličar in odrešenik. Svoje življenje in svoje srce, Jezus, predajam tebi. Hvala ti za Golgoto, hvala ti ponovno za možnost in priložnost, da se lahko spominjamo tvoje ljubezni, tvojega trpljenja in naše odrešitve. Da imamo v tebi odpuščanje grehov, da imamo v tebi večno življenje. Jezus, hvaležni smo te. In vse to izročamo v tvoje roke. In ti dajemo vso slavo, hvalo in čast. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. In vsem želim srečne in blagoslovljene velikonočne praznike. Amen.